20 let prepevamo slovenske ljudske pesmi z celotnega slovenskega etničnega ozemlja, tudi iz tujine, našega zamejstva, tako. In danes vam bomo prikazali nekaj tega lepega bogatstva, ki ga mi imamo. Začeli smo na Štajerskem, zdaj bomo šli na Koroško in bomo zapele Joles noči nič dava. Potem bomo zavile v Rezijo, tam vam bomo zapeli eno posebno pesem, Lisica ta Fasalova. Končale pa bomo v Beli krajini s pesmijo Pimo brat Cedince. Joles noči nič dava, nič nisem žabrala, nič nisem žabrala, nič nisem žabrala. Joles noči sem ljubila, jole dava sem spala, jole dava sem spala. Jole torta po ružu, ja ne siče ja prav, ja ne siče ja prav, ja ne siče ja prav. Jole torta pa dolga, ja pa maha ja dol, ja pa maha ja dol. Jole tist je moj šocli, ki dale sem gre, ki dale sem gre, ki dale sem gre. Prav zaljubljeno gleda, nasmih se drži, nasmih se drži. Lisica ta Fasalova, lisica ta Fasalova, la li la la, jole li le, lisica ta Fasalova. Trilite bila jalova, trilite bila jalova, la li la la, jole li le, trilite bila jalova.
Dober večer vsem. Po taki pesmi naših čudovitih Katic je težko spregovoriti, ker se mi zdi, da je ta pesem povedala malo da ne vse. Pa ne zato, ker bi hoteli našim nocojšnjim sogovornikom jemati kakršnekoli vsebine, ampak ker bogatstvo slovenske besede je izvenelo že na samem začetku tega nocojšnjega prvega evropskega večera Lojzeta Peterleta, ki ga začenjamo tudi v tej sezoni. Tokrat smo skoraj da izjemoma temu večeru dali naslov Zdaj gre za slovenščino. Zdaj gre za tri pikice, se spomnimo tega posebnega, pomembnega stavka, izreka, ki spada v našo zgodovino že. Morda je zgodovina se ponavlja in lahko tudi nocoj vsi skupaj rečemo, zdaj gre za slovenščino. Ta večer smo posvetili prizadevanjem skupine številnih, ki ne verjamejo kar tako slepim obljubam in ki so svoj ugled, svoje akademske naslove, svoje znanje, svojo strokovnost zastavili v bran razvoju in rasti slovenskega jezika. Naši nocojšnji gostje so eminentni kulturniki, strokovnjaki, jezikoslovci, znanstveniki, tako da jih je težko v zelo skopih besedah predstaviti in bom zato povedala samo njihova imena. Naj se pa na začetku opravičim tudi v imenu gospoda Dejana Komela, filozofa, pisatelja, ki je bil napovedan, pa mu je astmatična gripa preprečila, da je danes z nami. Vse lepo pozdravlja, mi pa mu tudi prisrčno vračamo te pozdrave. Morda z aplavzom. V naši sredi so po abecednem vrstnem redu dr. Zoran Božič, jezikoslovec, profesor, ki uči, če se ne motim, na Univerzi v Novi Gorici, dr. Janez Dular, ki ga poznamo tudi kot ministra prve osamosvojitvene vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu in potem tudi vodjo Urada Republike Slovenije za slovenski jezik, profesor dr. Marko Jesenšek, prav tako docent in pisatelj Vlado Žabot. Vabim evropskega poslanca, da uvede in začne ta večer in diskutante, da se približajo. Hvala lepa. Se kdo boji rdečega stola? To je za vas. Dober večer, dragi prijatelji evropskih večerov, spoštovani gostje. Hvala lepa, da ste sprejeli povabilo na temo, ki očitno zaposluje močno slovensko javnost in se še ni polegla. In jaz upam, da bomo s tem večerom tudi kaj prispevali k razvoju v pravi smeri. Jaz sem najprej mislil narediti en tak zelo resen uvod in si pomagati malo s Hribarjem, malo s Breznikom, malo še s kakšnimi podobnimi imeni. Pa mislim, da smo tukaj taka publika, da ni treba razlagati, da je jezik element državnosti, da je bistven za nacionalno identiteto in tako naprej. Čeprav že tukaj lahko pridemo do zanimivih dejstev, ki niso prevladujoča, ampak vendar v Ameriki srečate tudi navdušenega Slovenca, ki reče I'm Slovenec, ampak veliko več od te besede Slovenec pa ne zna povedati, ampak se ima za Slovenca. To je nekaj podobnega, kot je pri Judih, ki znajo in zmorejo ali pa hočejo biti Judje, če tudi ne govorijo svojega izvirnega jezika. Skratka, živeti s pripadnostjo nekemu narodu ali neki naciji se da v posebnih pogojih tudi brez jezika. Pomembna je zavest, ampak tukaj pa smo taki in za pretežen del ljudi, ki se prištevajo k Slovencem, velja tisto o jeziku, kar smo povedali na začetku.
in brez nje ne bi bili to, kar smo. Bi pa rad dal, predno gremo v samo temo, eno mojo izkušnjo, ki bo malce ilustrirala vprašanje odnosa do slovenščine. Pred nekaj leti sem pobral eno štoparko v Radovljici, sem na poti proti Ljubljani in se še ni dobro usedla, dobila telefonski klic in jaz sem poslušal njene odgovore. Začelo se je tako, se je bil kratek pogovor. Hi, the best, full cool, super, čau. Da mi pa povejte eno slovensko, ki jo je izrekla ta gospa. Torej, vsak od vas bi lahko hitro dodal kakšno podobno izkušnjo, pa ne z avtoceste, kar doma jo lahko tudi slišimo. Ampak pustimo zdajle to dimenzijo. Jaz sem seveda vesel, to bom še uvodoma povedal, da vas lahko zastopam nekje, kjer je slovenščina uradni jezik, kjer se slovenščine celo nekateri učijo v Bruslju, ker so občasno tam tečaji, in to moram tudi deliti z vami. Ko sem srečal prvo skupino, ki se je učila slovenščine, sem jih vprašal, zakaj. In so bili tam nekateri Nemci, Francozi, Danci, in so rekli, niso rekli ravno iz zabave, ampak so rekli zato, da se bomo naučili enega jezika ene nove države članice, in so izbrali kar tako slovenščino. Sveda tistemu Dancu sem potem povedal, da jaz sem vesel takih primerov, kot jih je Kierkegaard doživel, ker so se danskega jezika učili zato, da so njegovo filozofijo lahko globinsko razumeli. Dobro, ampak to so potem že druge dimenzije. Jaz sem vsakega vesel, ki se slovenščine uči. Tudi med prevajalci imamo enega Nizozemca, ki prevaja iz slovenščine. Skratka, jaz bi rekel, slovenščina ima status v Bruslju oziroma v ustanovah Evropske zveze, ampak danes se bomo pogovarjali o njenem statusu doma in jaz bom prosil moje goste, da bodo povedali, kaj se je pravzaprav zgodilo, zakaj je potreben poziv v bran slovenščini, kaj je pripeljalo do te namere, ki jo je velik del slovenske javnosti, ne samo tako slovenistične, vzel zares oziroma je do nje kritičen, ali gre tukaj za finančni izraz, ali gre za malomarno, še tako rečem, ali gre za kaj drugega. Skratka, zakaj oziroma kako je bila utemeljena sprememba zakona, ki naj bi tukaj uvedel nek drug odnos do slovenščine, oziroma sprašujem tudi, kaj bi pomenilo oziroma kaj bi se zgodilo, če bi prišlo do potrditve novele zakone, tako kot je bila predlagana. Jaz sem slišal za najnovejše stanje, da je zdaj že drugače, ali pa da ne vztrajajo na tistem, kar so najprej predlagali, da bo še najbolj verjetno, da bo tako, kot je bilo. To se v Sloveniji večkrat zgodi, in da ne bo potrebe, da se gre po ustavni poti ali celo po referendumski poti do močnega izraza ljudske volje na to temo. Skratka, tudi ta zgodba nas uči, da jezik oziroma odnos do jezika ni nikoli dokončana zgodba, in še enkrat rečem, sem vesel, da v tako eminentni družbi ljudi, ki jim ni vseeno, lahko obravnavamo v naslednji uri to vprašanje in vidimo, ali je potrebno, bi rekel, storiti še kaj več, ali se vendar zadeve premikajo v odnos do zakona, do naše materinščine, kot se to spodobi. Jaz sem imel namero, da bi najprej gospoda Božiča prosil, ker mislim, da je on bil nekako na začetku, ali da se je v nekem času najbolj angažiral, če bi nam, on je tudi svetnik, državni, če bi nam malo razložil, kaj se je pravzaprav zgodilo in zakaj je bilo treba reagirati.
Hvala za besedo, vsi lepo pozdravljeni. Torej, no, nisem ravno tisti, ki je tukaj eden od gonilnih, mislim, da so to tudi kolega Žabot, pa kolega Žabot in Jesenšek, pa še marsikdo. Sem pa mogoče najbolj seznanjen s stvarmi, ker sem pač tudi predsednik Komisije za kulturo, šolstvo, znanost in šport Državnega sveta. In imamo seveda v tem postopku določeno vlogo. Zdaj, na kratko, če pogledate utemeljitev te novele oziroma 1. člena zakona o visokem šolstvu, ki spreminja sedanji 8. člen, v bistvu je poudarek na 2 stvareh. Pravijo, če bo tako, kot smo si zamislili, bomo s tem ustregli večji internacionalizaciji, se pravi poudarjajo internacionalizacijo, in drugič, s tem se bo povečala kakovost visokega šolstva. To sta glavna argumenta. O teh 2 argumentih seveda kasneje v razpravi, mislim, da ne eden, ne drugi seveda ne držita. Potem pa na koncu, ravno v zvezi s tem 1. členom, piše, da so bila mnenja v javnosti deljena, kar je seveda nedvomno res, ampak deljena v tej smeri, da so oni dobili v javni razpravi na ministrstvo, in to imate seveda tudi na spletni strani, lepo vse objavljeno, okoli 45 pripomb na ta zakon, od tega se več kot polovica nanaša tudi na 1. člen. Recimo, že samo Filozofska fakulteta v Ljubljani, ki je ena seveda od pomembnih ustanov, je ravno v zvezi s 1. členom zelo lepo povedala, da je to popolnoma nesprejemljivo in kako bi pravzaprav moralo biti. Na koncu oni pravijo takole, piše to v utemeljitvi zakona, mnenja so bila deljena, ampak mi predlagamo, se pravi vlada, oziroma ministrstvo, potem pa vlada, predlagamo, da gre naprej predlog rektorske konference, ki je oblikovala neko delovno skupino in to seveda popolnoma nekritično dajo naprej. Če nadaljujem, gospod Peterle je rekel, k čemu bi to pripeljalo, če bi bilo sprejeto tako, kot je. To bi pripeljalo do še slabšega stanja. Namreč sedanje stanje že zdaj ni dobro, ni idealno. Mi imamo dejansko v Republiki Sloveniji na državnih univerzah, na javnih univerzah, programe, ki jih izvajajo slovenski profesori, ki potekajo v angleščini, se pravi, načeloma v tujem jeziku beremo v angleščini, in pri katerih je prisotnih veliko število slovenskih študentov, večina slovenskih študentov. To se dogaja v Mariboru na medicinski fakulteti, to se dogaja na farmaciji v Ljubljani in še marsikod. To je stanje. Če bi bilo to, pravi, stanje, ki v bistvu ni legalno, ker to je v nasprotju z Ustavo Republike Slovenije, to je v nasprotju z zakonom o javni rabi slovenščine, to je v nasprotju z resolucijo o jezikovni politiki in tako naprej, ker pač nihče tega ne preganja, tako je. No in zdaj kolegi bodo še to bolj natančno razložili, stanje bi se nedvomno še poslabšalo, ker bi s to spremembo dobili neko legalno pokritje. No in trenutno stanje je pa res tako. Ko se je koalicija preštela, so nekako ugotovili, in tukaj pa treba priznati SD-ju, da pravzaprav ima vendarle vsaj do sedaj neko pokončno držo, so ugotovili, da v primeru, da bi recimo državni svet dal potem veto, ne bi zbrali dovolj glasov. In so predlagali, torej to je trenutno stanje, mislim, da do danes se vlagajo amandmaji, da se ta člen, 1. člen enostavno črta. In mislim, da bo to verjetno potem 3. novembra bo odbor, da bo tam to izglasovano in bo pač stanje ohranjeno tako, kot je zdaj. Kar je za nas, mi smo se pogovarjali že večkrat, pravzaprav to so bitke, ki nikoli niso dobljene, vojna pa sploh ne. O tem mogoče še potem nadaljevanju. Skratka, kar je za nas relativno dobro, nekaj smo dosegli, naš trud ni bil za manj, idealno stanje, ki ga pa mi želimo, je pa tako, kot ga predlaga naš amandma, ki ga je posvojila Nova Slovenija. Nova Slovenija v celoti in delno pa nepovezani poslanci so pa naš amandma pravzaprav vložili v državni zbor, samo verjetno, če bo sprejet ta umik, potem do glasovanja o tem amandmaju niti ne bo prišlo. Hvala lepa, predlagam, da preskočimo kar v smer proti pisateljem. Gospod Žabot je bil
tudi nekaj let predsednik Društva slovenskih pisateljev. V tem društvu smo doživeli številne, bi rekel, močne odzive na ključna vprašanja v Sloveniji, ne samo v času, ko smo se pripravljali na osamosvajanje. In me zanima, gospod Žabot, kako je v vaših vrstah ta namera odmevala oziroma v čem ste vi zaznali njeno nevarnost? Najprej dober večer. Ja, Društvo pisateljev je že, se mi zdi, maja dalo izjavo in takoj, ko smo prebrali to novelo, ta predlog in takoj zahtevalo odstop ministrice za šolstvo Maje Makovec Brinčič. Ker, in tudi zelo ostro je bila tista izjava napisana, da pač je to neke vrste izdaja slovenstva. To so mediji, eni so nekaj povzeli, eni so zamolčali, drugi so objavili tako, da se ni preveč videlo. No in potem je upravni odbor sprejel še eno izjavo, ki so jo pa v delu objavili samo v pismi bralcev in podpisan je bil Ivo Svetina kot predsednik društva. Tako da na društvu nikakor nismo brezbrižni do tega, so pa odmevale izjave nekaterih pomembnih članov tega društva, recimo Borisa Pahorja, tudi Partliča, pa še koga, no. Tako da društvo je reagiralo, je prav reagiralo, je hitro reagiralo in če bi bilo potrebno, jaz sem jih pa ves čas obveščal, tudi ker sem bolj spremljal, sem bil s temi kolegi slovenisti povezan, sem tudi jih vse obveščal in tako da ta naveza je bila. In jaz sem pravzaprav že kmalu tudi nekako slutil ali pa predvideval, da se bo glavna bitka bila v parlamentu, na odboru s temi amandmaji in tako naprej. In tako je zdaj tudi resno. Tako da smo bili ves čas na prvi liniji, bi rekel, ampak ne tako glasni, kot bi lahko bili. To pa res. Hvala lepa. Zdaj bi poprosil profesorja Jesenška, da nam pove, kako je to doživel na mestu, kjer deluje, oziroma kako je filozofska reagirala. Ja, ne samo filozofska, jaz sem imel to nesrečo, da sem tudi del član rektorske konference Republike Slovenije in tam je bilo najhuje. Tam, verjemite, nimam sogovornika oziroma me zelo grdo gledajo in je včasih boljše, da ne sodelujem na sestankih, ko se o tem pogovarjajo. Zakaj je bilo tako? Rektor je, po eni strani razumem, so v zelo nezavidljivem položaju, država ne daje dovolj denarja za visoko šolstvo. Poglejte, ko smo se osamosvojili, ko smo bili prepričani, da je Slovenija nova Švica tukaj v evropskem prostoru, se je govorilo o tem, da bo vsak čas slovensko visoko šolstvo imelo 2% BDP-ja. Danes ga imamo komaj malo več kot 0,6. Tako smo v teh letih padli. In samo tukaj, na tej točki tudi rektorji razumem, pogledajte, denar je zadaj. Država da tisti skromen denar za visoko šolstvo, ljudje smo pa iznajdljivi in tisti, ki vodi ustanove tako velike, kot so univerze, razmišlja, kako priti do denarja in najbolj enostavno je, da eno stvar dvakrat prodaš. To pomeni, od države pobereš denar za akreditirane študijske programe, ti programi morajo biti v slovenščini, ne morete jih akreditirati drugače kot v slovenskem jeziku, potem pa enak program razpišeš še za tujce, pobereš šolnino, daš tujce in Slovence skupaj v isti prostor, dvakrat dobiš denar, enkrat odpredavaš. In odpredavaš kako? V angleščini, ker za Slovenca je tu jezik zgolj in samo angleščina.
Ni nemščine, ni češčine, ni poljščine, ni ničesar, ne, samo angleščina. In največji hec pri vsej tej stvari pa je, poglejte, da se je, poznam primer, ko je bilo v razredu, v predavalnici nekaj več kot 50 študentov, Slovencev, 4 ali 5 Hrvatov, nekaj Srbov in 2 Makedonca. Dajmo, nagradno vprašanje, v katerem jeziku je predavanje potekalo. Ne? Meni se ni zdelo tako samoumevno kot zdaj vam. Jaz sem bil prepričan, da včasih, ko smo imeli še skupno veliko državo, so se tisti študentje, ki so prihajali v Jugoslavijo, naučili jezika tiste univerze, kjer so študirali, ali makedonsko, ali slovensko, ali menda smo imenovali to tudi srbo-hrvaško. Poglejte, to je zgodba, ki je spodbudila rektorje, da je treba nekaj spremeniti. Namreč, zdaj pa ne štima nekaj zakonom. Ne? Torej, učni jezik je slovenski, predavamo že ali predavajo že v tujem jeziku in je pravzaprav ta poskus letošnji, letos je ta poskus bil zelo nasilen, dejansko je to poskus legalizirati eno situacijo, neke razmere, ki se v praksi že dokaj pogosto dogajajo. In verjetno bi to šlo zelo enostavno skozi, namreč koalicija je imela dovolj veliko število glasov, da bi spravila ta zakon skozi. Težava je nastopila, ker nas je nekaj začelo nergati, zelo malo nas je bilo na začetku. Imeli pa smo tudi, tako kot si Vlado rekel, zaprt prostor. Mediji nas februarja niso najbolj radi slišali in je bilo potrebno iskati prijatelje in tako naprej, da smo po stranski liniji prišli skozi. Mislim, da se je konec marca zgodil preobrat, Delo je takrat objavilo prvi tak članek in potem je šlo, veste, tako kot če snežno kepo z vrha spustiš. Namreč ljudje smo občutljivi. Občutljivi smo takrat, ko začnemo razprodajati nekaj, kar bi v 19. stoletju rekli, da nam je sveto. Ne? Seveda je nerodno danes govoriti o svetih stvarih, zlasti, da je še jezik svetinja, pogledajte, ko se ga tako z lahkoto odpovedujemo, pa vendar premaknilo se je nekaj v Sloveniji in danes je javno mnenje povsem na strani tistih, ki zagovarjamo, da slovenski profesor na slovenski univerzi za slovenski davkoplačevalski denar študentu ne more predavati slovenskemu v neslovenščini. S tem ne pomeni, da mi nasprotujemo tujim jezikom. Vemo, da brez znanja tujih jezikov v današnjem svetu ne gre. Ampak veste, razlika je v tem, ali ti poučuješ v tujem jeziku, ali se pa tujih jezikov učiš. In znanje tujih jezikov ne pomeni poučevanje, kajti prenašanje znanja je mnogo več kot samo sporazumevanje. Jaz sem v nekaj člankih tudi zapisal, jezik je misel, jezik je ontološko vprašanje. To je stvar, ki se jo ne da zabarantati za nekaj evrov. In tu je težava, ko se potem z univerzitetnim vodstvom nismo več mogli srečati. Na eni strani želja, da se ustreže tujim študentom, to pa pomeni, da smo mi prijazni do tujcev, do naših ljudi pa ne. In druga težava, ki je, Zoran je to že omenil, na začetku, ko smo imeli prva soočanja, je bilo rečeno, pa kaj se vsajate, saj mi s tem dvigujemo kakovost. V nastopih v medijih smo pokazali, da kakovosti ni, če predavaš v tujem jeziku. Poglejte, slovenski knjižni jezik, SSKJ slovar, ima približno 100.000 iztočnic. Približno toliko je tam zabeleženih besed. Govori jezikovno šolan človek, jih uporablja 20 in več tisoč. Pisatelji, mogoče kak jezikoslovec, 60-70 tisoč, ampak vse ostale imamo nekje tu zadaj v pomnilniku in ko jih slišimo, jih razumemo. Zdaj pa naj jaz mojemu študentu predavam v angleščini ali drugem tujem jeziku, kjer imam pa v pomnilniku 4-5 tisoč besed. Poglejte to razliko, 50.000 proti 4.000, kaj lahko obesedim, kaj bo on razumel in kje je tu kakovost. To smo uspeli dopovedati. Zdaj se pa dajemo, kaj je to internacionalizacija. Ljubljanski rektor kar naprej govori o tem.
In me ne razume, ko mu dopovedujem, da je univerza vedno bila internacionalna ustanova, ki si je prizadevala, da je odprta v svet, samo včasih smo temu lepo razumljivo rekli mednarodno sodelovanje, danes se pa zelo nobel sliši, ko rečemo internacionalizacija. In potem seveda vsak, lepo naši študenti rečejo, pade dol, ko reče internacionalizacija. To je odprtost v mednarodni prostor in vse univerze so bile in bodo odprte v ta prostor. Tu smo začeli, tu smo se našli na dveh bregovih, zdaj se pa ne moremo srečati, ker govorimo o stvarih, ki se ne dajo povezati. Predavanje mora ostati v maternem jeziku, Slovenec Slovencu na slovenski univerzi. Znanje, učenje tujih jezikov je treba pa spodbuditi, ker poglejte, naša država izobražuje naše otroke 10 let za prvi tuj jezik. Na koncu imamo maturo na stopnji B1. In zdaj bi naj ti dijaki, srednješolci, junija naredijo maturo na stopnji B1, potem bi pa naj kakovostno se izobraževali v tem jeziku na septembra. In še nekaj je, velika večina profesorjev obvladuje te tuje jezike na zelo podobni ravni, to je na B1 in kvalitete tukaj res ne more biti. Hvala lepa. Mislim, da nam je čedalje bolj jasno, zakaj gre. In meni to malo povodnik vdiši, krajnc ti sam dobička iščeš, nekaj tazga je napisal. Sem vesel, da ste se spomnili onih časov, ko smo dvignili sredstva za znanost toliko, da je bilo nekaj časa problem, kako jih porabiti. Tako je Tancik takrat poročal na Vlagi, prav. Ampak potem je šel pa odstotek malo dol. No, jaz sem vesel, da imamo med nami, jaz bi lahko temu rekel, poklicnega Slovenca, doktorja Janeza Dularja, ki je bil ne samo minister za Slovence po svetu, je bil tudi minister za kulturo nek čas, v času, ko smo Plečnika predstavljali v Pragi in v Ljubljani, ki je potem vodil že prej omenjeni urad, pa me zanima, kako to ti svoje perspektive vidiš. Pred uro in pol še manj sem pripotoval z Koroškega. Ves dan smo bili z delegacijo Nove Slovenije prej po posameznikih in ustanovah na Koroškem in tam seveda videli za me in za večino pravzaprav nič presenetljivega, kako se tam iz dneva v dan zagrizeno pravzaprav gre za to, da se ohranja in uveljavlja jezik v čim več govornih položajih, ne samo v družini, pa tudi, kjer se le da tudi v javnosti in tako naprej. Skratka, neka situacija, ki spominja na 19. stoletje in potem zadevo obrnete in rečete, pogledajte, na tej strani meje imamo pa idealno, ga ni govornega položaja, kjer ne bi mogel normalno se sproščeno spogovarjati v slovenščini. Ob tej zadevi pa vidimo, da dejansko tukaj sami sebi spodkopavamo temelje, na katerih narod in država pravzaprav sta nastala. Brez tega bi bili mi mirno lahko neka avstrijsko-nemška provinca. Mogoče z gospodarsko še uspešnejša, kakor je. Rečeno je bilo že, kolega sta povedala, da tudi to stanje, kakršno je doslej, od leta 2004, je protizakonito. Se dogaja nekaj, kar nasprotuje določbam oziroma ustavi. Takrat, leta 2004, je bil pod ministrom Gabrom sprejet sedanji zakon, ki sicer deklarativno, kakor tudi novi predlog v prvem odstavku tega člena pravi učni jezik je slovenski, ampak potem pa sledijo drugi, tretji, četrti odstavek z alinejami, ki se izkaže na koncu popolnoma izvotlijo tisti uvodni zatrjevani stavek, da je učni jezik slovenski.
Težava je v tem, ker številni rečejo, ja pa vse to je pač neka drobnarija, pogledajte, 99% programov bo slovenskih, v resnici nimamo nikakršnega zagotovila, da bodo slovenski. Namreč tam so take formulacije, večje število študentov, primerljivi programi, to so vse nedoločljivi, raztegljivi pojmi. Glavno pa je, da je prepuščeno posameznemu visokošolskemu zavodu, se pravi univerzi oziroma fakulteti, da v svojem statutu potem interpretira in določa, kaj je to, kolikšno je tisto večje število, kaj je primerljivi program in tako naprej. In kolikor poznamo pač razmere po fakultetah, ki se zrcalijo potem na sklepih rektorske konference, ker od spodaj je prišel neki pritisk na rektorje, kolikor niso tudi sami vroči zagovorniki tega. Iz tega si lahko predstavljamo, kakšne bodo te interpretacije in kako bo šlo v to. Ker gre za vrhunski dosežek, pač, ki je v jeziku mogoč, na vrhunski znanosti, vrhunski umetnosti, ne pozabimo tudi umetnostne akademije so del visokega šolstva pri nas, pomeni, da s tem odbijemo vršiček piramide. In s tem v bistvu otopimo celotno prodornost in celoten ugled, celotno prestižnost tega jezika. Jezik, ki nima te konice, ni perfektni jezik, kot rečejo v žargonu tudi, o kakšnem jeziku govorijo. Nerazvit jezik. Je jezik, zoper katerega statusa smo se vse 19. in začetek 20. stoletja bojevali, da bi dosegli tudi to konico, ki je bila potem dosežena leta 19 z ustanovitvijo univerze, slovenskim učnim jezikom. Čeprav, mogoče vendarle kdo tega ne ve, ni bilo čisto samoumevno marsikomu takrat leta 19. In bile so kar močne silnice, ki so zahtevale, naj bo kar tudi tukaj v hrvaščini. Zaradi tega tudi nekaj časa ni bila niti medicinska fakulteta in še marsikaj tukaj v Ljubljani, ker ni bilo dovoljenja, da bi se popolnoma stvar razvila. Ampak vendarle, poglejte, ko se govori o internacionalizaciji, prvi profesori, ki so prišli sem na čelu z Ramovšem, ki je imel prvo predavanje, so prišli iz tujine. Odprtost univerze je bila od njenega rojstnega dneva naprej popolna tukaj za mednarodni pretok, za primerljivost in tako naprej. Zdaj se pa to dela, kakor da je to nekaj česar danes ni. Ne da bi se hvalil, v moji disertaciji je uporabljena literatura v 6 tujih jezikih, od ruščine do angleščine, vmes nemščina in tako naprej, pa se nič ne hvalim, samo to je normalna praksa. Mi pa zdaj govorimo, se je treba odpirati mednarodni znanosti, kakor da doslej nismo bili odprti. Tako da ta argumentacija je popolnoma za lase privlečena, so drugi interesi, so finančni interesi, so tudi karierni interesi. Veste, gre za to tak pretok. Jaz povabim tujega predavatelja, da bo eno leto tukaj predaval, on bo pa mene, da bom eno leto predaval tam na njegovi univerzi in to se vse vpiše potem, ko je treba habilitacijo, napredovanje in tako naprej. Vsi taki bolj pritlehni interesi so tukaj v ozadju. Da ne bom krivičen, jaz ne rečem, da so samo ti. Poznam vendarle nekaj ljudi, ki recimo so dobri, strokovnjaki in tudi iskreno recimo skušajo stvar obravnavati, vendar prepričljive argumentacije v tem smislu, ki bi izpodbila to, kar sem pravkar povedal, ni. Ali so naivni in mislijo, da bo res to samo nekaj obrobnega, pa konec, ne vidijo, da je to v bistvu začetek procesa, ki je na nekaterih drugih področjih že daleč. Poglejte v gospodarstvu, kaj se dogaja, v javnih napisih, kaj se dogaja, v medijih, kaj se dogaja, s kakšno težavo pravzaprav, pa ne vem, če je dokončno obveljavno, so bile sprejete takvane kvote za slovensko glasbo. To smer gre tudi tu. Toliko bi za začetek. Hvala lepa, dr. Dularju. Mi smo vabili zelo široko to pot. Mislim, da je vabilo doseglo oziroma obvestilo o tem večeru okrog 5000 ljudi.
Tudi politiko smo vabili širše, kot je zastopana. Sem pa vesel, da je z nami predsednica Nove Slovenije in poslanka gospa Novakova, ki je bila tudi v Evropskem parlamentu en mandat članica odbora za kulturo. Tako da pozna, bi rekel, tudi kako se o takih zadevah govori v Evropskem parlamentu. In ker je bila že omenjena namera stranke, bi me zanimalo, če lahko kaj poveste k temu, kako zadeva stoji zdajle v parlamentu, kaj lahko pričakujemo. Ja, hvala za besedo, pa lep pozdrav vsem. Ja, tudi v slovenskem parlamentu sem članica odbora za izobraževanje in seveda sem tudi sama borka za slovenski jezik in je tudi mene presenetil ta predlog, zakaj je sedaj potrebno tako zelo poudarjati to internacionalizacijo, ko pa vendarle že na nek način tako ali tako poteka. In tudi sama, ne da bi vedela, sem pravzaprav zaznala interes rektorjev, da je pač oziroma dekanov, da je pač finančno ceneje, če vržemo ali pa povabimo skupaj slovenske in tuje študente in je stvar zelo enostavno rešena. Vendar na to ne moremo pristati. Jaz sem se tudi sestala na njihovo željo z nekaterimi izmed tukaj prisotnih, tudi so uskladili nekako vsebino amandmaja, ki sem ga potem, ki smo ga v Novi Sloveniji posvojili, kot se temu reče, in tudi vložili v parlamentarno proceduro. Ko je prišlo, torej ko je bila seja odbora, pa je tam že nekako bilo vidno, da hočejo to določbo oziroma ta člen umakniti. Potem je bil predlog, da vendarle skličemo javno razpravo, na kateri ste nekateri tukaj prisotni tudi sodelovali, kjer se je ta tematika osvetlila z različnih zornih kotov. Mene so vaše predstavitve prepričale, oziroma sem dobila potrditev, da gre naš predlog v pravo smer, da moramo pri tem vztrajati. Vem pa, da tudi znotraj koalicije same niso enotni, da gre tudi za nekatera medsebojna tekmovanja med posameznimi strankami in tudi pri nekaterih drugih točkah še, ki so tudi nekako v zraku ali pa nedorečene. Tako da ne vem, kakšni predlogi so prišli danes, ker sem bila gospodom Dularjem z Novo Slovenijo, smo bili res ves dan na Koroškem, tako da ne vem, ali je morda kdo drugi še predlagal tudi kakšen amandma na to temo, tega ne vem. Predvidevam pa, da v takšni obliki, kot je bil prvotno predlagan ta prvi člen, ne bo šlo skozi, ali ga bodo umaknili, ali so predlagali kakšno drugo formulacijo, tega pa ne vem. A ste vi preverili danes, če in ni bilo nobenega amandmaja, potem ga bodo pa najbrž umaknili. Hvala lepa. Jaz bi po vsem tem, kar sem slišal, zase rekel, da je bila in je skrb utemeljena in mene zmeraj skrbi, kadar je motor spremembe ali pa glavni razlog spremembe z finančnega področja. To je treba seveda zelo upoštevati, ne more biti pa to ključni vidik. In skrbi me to, da govorite o protizakonitem oziroma neustavnem stanju, se pravi, da smo tako malce poljubni pri tej zadevi. In jaz mislim, da če ne bi bilo ta pravega in resnega odziva, da bi se lahko ta poskus zaključil v nekakšnem poobrobljanju statusa slovenščine. In mislim, da moramo biti zelo pozorni na to vprašanje. Jaz moram reči, da sem bil presenečen, mogoče sem prehitro bral ali narobe bral, ampak ko sem bral neka ta dopolnila in osnovni tekst,
berem take formulacije, večkrat piše, lahko je tudi v slovenščini. Že ko to bereš, se ti zdi, da je pol nekaj drugega pomembnejšega, če hkrati še slovenščini dodaš možnost nekega statusa. Jaz mislim, da moralo glih drugače narobe pisati, ampak ne bom šel zdaj tukaj v podrobnosti. Me zanima, ali imajo štirje gostje kaj drugemu povedati v tej rundi. Izvolite. Jaz bi še nekaj drugega povedal. Jaz sem pa v bistvu vesel, da je vlada, ministrstvo, da so to sprožili, ker take odzive, kot je bilo v začetku rečeno, ne samo slovenistične javnosti, ne srečamo prav pogosto. In kaže to na neko vitalnost, se pravi, jaz se dejansko ne bojim, da je slovenščina ogrožena, čeprav je ogrožena, kot smo slišali, ravno zaradi te vitalnosti. In vam bom povedal dva primera, ki sta verjetno za večino neznana ali manj znana. In dejansko Slovenci, če ne gremo v tradicijo, v korenine, se ne poznamo in ne moremo graditi tudi na prihodnosti. Prvi primer je iz 19. stoletja, kot veste, je bil učni jezik na srednjih šolah nemščina in slovenščina je bila samo predmet. In so bili seveda že takrat pobude, da bi uvedli tudi slovenščino na gimnazije in druge srednje šole kot učni jezik. In je v deželnem zboru, dežele Kranjske, mislim, da poslanec Šuklje rekel, to pa ne bi bilo dobro. In je tudi povedal, zakaj. Je rekel, da zato, ker grejo seveda naši srednješolci, tisti, ki grejo študirati na Dunaj, v glavnem na Dunaj, kjer je pač učni jezik nemščina. In da bodo imeli slabše pogoje, bodo v bistvu manj konkurenčni glede na tiste, ki seveda nemščino obvladajo, ker oni zdaj seveda, ker je nemščina učni jezik, nemščino dobro obvladajo. Kar je seveda res, kar drži, kar je čista logika. Ampak navidezna logika, ker recimo Slovenci v zamejstvu na Koroškem, v Italiji, ki imajo pa učni jezik, Zvezna gimnazija v Celovcu in seveda podobne šole v Italiji, je učni jezik slovenščina in grejo študirati ravno tako, recimo tam v Avstriji glavne na Dunajsko univerzo, v Italiji sicer pretežno v Ljubljano, ampak so ravno tako uspešni. Ampak ta logika je imela neko težo in je obveljala in ne glede na to, nismo še imeli slovenske univerze, ponujali so nam jo v Trstu, ne glede na to, smo si Slovenci postopoma že proti koncu v nižji gimnaziji, mislim, da je bil Kranj, pa še nekaj primerov, izborili slovenščino kot učni jezik, potem pa kar po vrsti, 1901 Idrija, 1905 Škofovi zavodi v Šentvidu pri Ljubljani in 1913 kompletna klasična gimnazija v Gorici, ki bi bila ena najboljših, če ne bi bilo prve svetovne vojne. To je en primer. Drugi primer je pa dr. Jakob Šolar, znameniti Slovenec, soavtor znamenitih beril za nižje gimnazije, poleg njega še Bajec, Kolarič, Rupel in mislim, da, ja, 5 jih je bilo. Kolar je bil imeniten znanstvenik, Šolar, je bil imeniten znanstvenik, učil je srbohrvaščino na Škofijski gimnaziji. Si predstavljate, on se je izpopolnjeval v Parizu in je živel ob mleku in kruhu, zelo skromen človek, fantastičen profesor in seveda tudi zaveden Slovenec in oni so izdali od leta 31 do 35 sjajna berila po francoskem vzoru, ki so postala moteča čez nekaj let, v času tega tako imenovanega unitarizma in je prosvetna oblast v Beogradu zahtevala, da se prvih 15 strani zelo pač domoljubno naravnanih, eno berilo je recimo Nebesa pod Triglavom, odlomek iz Cankarjevega Koranga, enostavno iztrga. In so učitelji dobili navodila, da morajo to iztrgati, če hočejo berilo uporabljati. Kaj se je zgodilo? Jakob Šolar je organiziral v Ljubljani, mislim, da celo 2-krat demonstracije, mislim, javna zborovanja in so protestirali, javno so protestirali zoper ta ukrep, potem pa, zdaj pa pogledajte, to je pa genialnost profesorja in človeka, ki ve, kaj je taktika. Leta 1939, tik pred vojno, so bila ta berila ponatisnjena. In kaj so naredili? Tistih spornih 5 sestavkov so ponovno vključili v berila, samo ne na prvem mestu, pač pa na sredo in tako naprej.
Na začetek so pa dali hvalnice kralju, takrat je bil že ne po Aleksandrovi smrti, se pravi, ali spominu na kralja Aleksandra, ali po poveličevanju jugoslovanske države in tako naprej. Skratka, nobene težave, berila so išla, so se uporabljala, tista domoljubna berila so pa ostala. Hvala. Zdaj, če ohranimo vrstni red, ja, mene skrbi, da je škoda povzročena s tem, kakšen signal so dali rektorji, kakšen signal je dal velik del politike in kakšen signal navsezadnje dajo celotno visoko šolstvo v ta prostor. Sigurno je škoda tu narejena. Delno se je razgibalo, delno se je politika umaknila, kot kaže, ampak nas pisatelje seveda zanima, na koliko fakultetah učijo študente slovenščino, na koliko fakultetah nadgradijo maturitetno znanje slovenščine študentov in sploh koliko profesorjev obvlada slovenščino na ravni, ki je pač ustrezna njihovemu poslanstvu. Tudi ko mednarodne študije bralne pismenosti gledamo, pač te študije, primerjalne študije, jasno govorijo, da je bralna pismenost na Slovenskem podpovprečna. Torej, povprečni Slovenec ne razume besedila, ki ga razume povprečni Evropejec ali pa še nekaj azijskih držav je v tej PISI raziskavi zajetih. Skratka, spraševati se je treba, kaj je zdaj naprej. Zgodba z jezikom ni nikoli končana. Sedaj je mogoče politika začutila, da se s tem ne gre kar tako lahkotno poigravati, ampak zadaj je akcijski program o učenju slovenščine, zadaj je resolucija o slovenščini, o rabi slovenščine in tako naprej. Vsi ti dokumenti, oba dokumenta pač v noveli zakona nista našla ustreznega mesta. Sta pa zaveza, parlament je to potrdil, to izvršna oblast na nek način zavezuje in jo je treba uresničevati. Torej, sedaj tu kolege pozivam, da nadaljujemo. Hvala lepa. Jaz se kot politik bojim naslednjega pri nas, tudi v tem primeru, da bolj deluje argument moči kot moč argumenta in ker se pač neka sila pojavlja in ne kaže na prepričljivo večino v smeri predlaganega, bo pač ne bodo šli naprej. Jaz bi raj videl, če bi se strinjali, da je bila namera napačno usmerjena, če tako rečem, in da bi se posvetili temu, o čem je bilo pravkar govora, kako je slovenščino v Sloveniji. Meni je zanimivo danes en Nemec, s katerim sem govoril popoldne, je govoril za Nemčijo nekaj podobnega, kot meni govorijo profesori tukaj. Da je rekel, Nemci komaj da še sposoben kaj napisati v svojem jeziku. Oni imajo podoben problem z angleščino, kot ga imamo mi. In jaz bi tudi tam, kjer je pod nekimi pogoji, bi rekel, pouk zaenkrat samo v angleščini, bi dodajal pouk slovenščine, zato, da bi ohranjali to sposobnost, da se izražamo kakovostno v svojem lastnem jeziku. Jaz se zelo strinjam, da zgodba ni nikoli končana in sem vesel teh elementov o vitalnosti in tako naprej. Skratka, ni nam vseeno.
Tukaj v dvorani vidim kar nekaj imen, tudi profesorskih, če kdo želi že zdajle kaj dodati, kaj vprašati, izvolite. Valentin Kalan, pogojen profesor filozofske. Se opravičujem, samo moment. Po internetu se ne sliši. Hvala za besedo. Javil sem se takoj, ko je gospod poslanec omenil, da tiste fakultete, ki predavajo v angleščini, za študente organizirajo predmet pouk slovenščine. Jaz bi to tako razdelal, v tej smeri razmišljal, da se to razdela kot pogoj, da se sploh izvaja pouk v angleščini. Zraven bi pa pripomnil nekaj drugega. Uvajanje angleškega študija je tudi posledica Bolonje. Veste, da so vsi programi akreditirani dvojezično brez skrajšanja. Se pravi, vsak učni načrt, vsako določilo, recimo 5% seminarskega dela, vse je dvojezično. Se pravi, samo priklopite treba računalnik in ste iz slovenščine v angleščini. Druga stvar, ki je pa politična, je pa pred 2 dnevoma sem prebral v italijanskem časopisu, zdaj, ko je United Kingdom, se pravi, Združeno kraljestvo zapustilo, ali naj bi zapustilo Evropsko unijo, ali bomo zdaj imeli sploh še angleščino v Evropskem parlamentu. In neka, to me boste popravili, neka poljska diplomatka, Danuta, priimka se ne spomnim, Hübner. Prosim? Verjetno Hübner, ja. Ja, je predlagala, da bi razmislili o tem, da angleščina sploh ne bo pogovorni jezik Evropske unije. In zdaj pa še tretje, slovenščina v javnosti. 2 primera, enkrat sem potoval v Avstrijo na Dunaj in enkrat v Saarbrücken in v Ljubljani. Kakšni so napisi dvojezični? Na Dunaju so v nemščini v večjih črkah, v angleščini v manjših. V Saarbrückenu so v enaki velikosti nemški in francoski, ker je dvojezično področje. Ljubljana ima enako velikost, recimo pes ne sme vstopiti v slovenščini in angleščini. Predlagal bi, da se angleški napisi nekoliko zmanjšajo. Tako po zgledu Avstrije. Hvala lepa. Ja, hvala lepa, gospod Kalan. Tole bi rekel. Marsikdo je pričakoval, oziroma pričakuje, da če se bo Velika Britanija res izločila, v kar jaz še popolnoma ne verjamem, da bo potem angleščina odšla kot uradni jezik, ampak Irska in Malta imata angleščino kot drugi uradni jezik, tako da bo po tej zaslugi to ostalo notri. Je pa en drug Poljak, ko smo imeli zadnjič neko bolj znanstveno razpravo, predlagal, da bi latinščino vpeljali nazaj. Tako da se ni tako daleč, ko smo jo še uporabljali. No, to toliko k temu, drugače pa hvala lepa. Mislim, da je... Kako? Tam je, mislim, da je že naslednji govornik. Dobro večer, moje ime je Blaž. Jaz bi imel samo en kratek komentar na to, ko ste prej govorili o stanju duha oziroma tem odnosu do slovenskega jezika. Jaz sem bil letos poleti na eni ekskurziji, smo šli v tujino in je bilo tam prisotnih na avtobusu, je bilo tudi več študentov pa dijakov in dijaki so bili, ker je bila poletna šola v okviru klasičnih jezikov, so bili dijaki iz vseh slovenskih teh klasičnih gimnazij. In je bilo tako, prvo pozitivno presenečenje je bilo to, da so vsi na avtobusu, ker smo se dolgo vozili, da so brali knjige. To je bilo že po svoje zanimivo. Ampak potem, ko sem pogledal, sem videl, da so vsi brali, ali pa velika večina je brala knjige v angleščini. Tudi, že to je bilo veliko, če so imeli sploh knjige v fizični izvedbi, v glavnem so na teh tablicah brali. Seveda, glavni razlog je bil v ceni, ker so te knjige angleške veliko bolj lahko dostopne cenovno. Druga stvar je pa, ki me pa je malo šokirala, je pa potem, ko smo
že bili na destinaciji in so kakšne stvari potekali, kakšni pogovori, sem videl, da se predvsem dijaki, da se med seboj pogovarjajo v angleščini. In šok mi je bil zaradi tega, ker sem videl, da če je to nek cvet slovenskih intelektualcev bodočih, sploh če prihajajo z klasičnih gimnazij, da je zavest o pomenu slovenskega jezika toliko nizka. To me pa je šokiralo. Ali pa? Ja, dober večer, Renske Svetlin. Jaz bi se navezala pa na to idejo pač slovenstva, kot je v 19. stoletju, oziroma je to malo vprašanje za vse vas, je bila to tudi neka politično gibanje, da bi se iz nemških rok prenesel kapital v neke druge roke in je bila ideja slovenstva pač neko jedro tega čisto političnega oziroma gospodarskega gibanja tudi. Tako da mogoče je treba iz tega izhajati, da zdaj je pač tudi ta kapital, ki bo zdaj prevzel oziroma že prevzema našo stvarnost, bo določil jezik, v katerem. Tako da me mogoče ta povezava zanima. Kaj govorniki mislijo? Ali mogoče kdo od gostov čuti potrebo, da bi se odzval na doslej povedano? Jaz bi se oglasil je še gospa zadaj, ja. Gospa Modrova, ja, izvolite. Ko sem jaz odhajala od doma, že zaklepala vrata, dobim telefonske klicine z Argentine in me pokliče moj pravnuk. Ola, babica, dober večer, kako si? Moji otroci niso nikoli 1 uro bili v slovenski šoli. Zelo lepo govorijo slovensko, pišejo mi samo po slovensko in poklical me je pa pravnuček in rekel, kamor greš, vse lepo pozdravi. Torej, pozdravi iz Argentine. Hvala lepa. Jaz bi vmes, pa ker je bila dvojezičnost nekajkrat omenjena, in so bili naši prijatelji na Koroškem, bi se rad spomnil enega zanimivega dejstva, ki je nasplošno neznano, ampak ko mi je dr. Hubert Požarnik dal v roke originalni natis protokola ob zasedanju Svete alianse v Ljubljani leta 1821, sem debel pogledal, ker je protokol lepo napisan v 2 jezikih, enakopravno, nemško in slovensko, in tam noter, da moram malo za hec povedati, nekajkrat piše, so trenutki, ko piše v oklepaju, od tistih mal imajo dame tiho biti. Namreč, ko pridejo visočanstva, namreč je bil hud trenutek, ampak zanimiv, kako to piše tam notri. Se opravičujem za ta vložek. To niso oglasi. Izvolite. Ja, zdaj smo tako lepo začeli se že pogovarjati, da smo ušli malo iz tiste prvotne teme učnega jezika v visokem šolstvu. Je pa zanimivo, kako smo takoj začutili ta naš prisotnost v Evropi, v Evropski zvezi, kjer je pa vseeno treba povedati, da preveč zaprti do tujih jezikov ne smemo biti. Jaz vedno poudarjam, eno je poučevanje, to sem povedal, tu ne moremo popuščati, drugače moramo pa slediti evropski jezikovni politiki. Ideja je, da govorimo čim več jezikov. Govori se o tem, evropska jezikovna politika predvideva, da govorimo državni in materni jezik, ni vedno enaka, da je potem tukaj regijski jezik, sosedski jezik, tako da bi naj naši otroci bili vsaj 4-5 jezični. To je bilo pred leti. Danes so v Evropski zvezi to spustili na 3 jezike. Pa vendar, naučiti se jezikov ni težko, težko pa je predavati v tujih jezikih. In jaz nisem tako optimističen, kot so moji kolegi, kot je bilo rečeno, kaj se bo zdaj v politiki dogajalo v visokem šolstvu. Na vse to, kar sem letos doživel, gledam zelo zadržano in sem prepričan, da zdaj politika taktizira, pridobiva čas, prešteva glasove in da imajo še kar nekaj presenečenj v žepu.
Če grem počasi, pa samo da vam poanaliziram, kako se je 8. člen pojavil, kako se je prvi spreminjal in kaj je bilo zdaj na mizi. Z 8. členom nismo zadovoljni, ne? To bo vedel povedati že naš nekdanji minister, veliko smo o tem tudi v tvojem na direktoratu, o tem se pogovarjali, ko si vodil urad za jezik. Namreč ta 8. člen ima eno zelo neprijetno zapisano, eno neprijetno dejstvo zapisano, da se sicer predava vse v slovenskem jeziku, del je lahko v tujem, to je pomembno, del samo, toda lahko je ta del, če je večje število študentov. Zdaj si pa pogledajte, zadnjih 10 let razlagajo večje število številko 3. Slovenci imamo ednino, dvojino in množino in jaz sem na senatu univerze bil pred 10 leti že deležen razlage od tehnika, ki je rekel, kaj želiš še več. 1 je ednina, 2 je dvojina, 3 je množina, množina je več. 3 študenti, 50 naših, množina predavamo v tujem jeziku. Zato nisem vesel, to je bolj kot anekdota, ampak zato nisem vesel, da se zdaj taktizira z umikom 1. člena in ohranitvijo statusa, ki nam nikomor ni po volji. To, kar imamo zdaj, ni dobro. To, kar je bilo predlagano, je bilo pa zelo načrtovano, ponujeno, ali bo kdo odreagiral ali ne. Poglejte, mi ne spremljamo dovolj politike. Mi poznamo politiko iz časopisa, tako kot nam jo novinar predstavi. Ko hodimo na volitve, ko spremljamo odločitve naših poslancev, pa ne vem, če smo vedno prav seznanjeni s stvarmi, ki se dogajajo v jeziku, se je to zgodilo. Poglejte, sprememba, o kateri dokler nismo začeli, nekaj posebnežev so nam rekli, ne, rogoviliti, nihče sploh ni vedel, zakaj gre. 8. člen pravi, predavanje je lahko, del predavanja je lahko v tujem jeziku, če je celoten program v slovenščini. Nov 1. člen je pa samo obrnil in kdor ni natančno bral, sploh ni vedel, zakaj gre. V novem predlogu, v 1. členu pa piše, predavanje je lahko v angleškem oziroma tujem, jeziku, če je, pazite, del v slovenskem. Samo besedni vrstni red se je zamenjal. Ne? Iz vse v slovenščini del v tujem jeziku, zdaj pa lahko je v tujem, če je del v slovenskem. In druga stvar, ki je bila, uvedel se en pojem, ki ga ni v visokem šolstvu, tudi če je primerljivi program. Zdaj pa tisti, ki smo vpeti v to naše izobraževanje, v akreditacije in vse, ne obstaja tega. Ta izraz ne obstaja. Imamo akreditiran program ali ga pa ni. Nimamo pa primerljivo akreditiranih. In zdaj so želeli spraviti skozi, torej zgodbo, v praksi bi lahko v najslabšem primeru izgledala tako. Predmet imaš 45 ur, 1 uro, to je del ali pa 3 ure odpredavaš v slovenskem jeziku, potem pa lahko greš vse v tujem. Ali primerljivi program, nekdo, ker izvaja recimo študij angleščine v angleškem jeziku, torej zgodovino angleškega jezika v angleščini, to je po zakonu dovoljeno, lahko tudi, ker je zgodovina angleškega jezika in književnosti, primerljiva je pa zgodovina tako in tako, on drugi bo pa še zgodovino potem razlagal. No? To so bili silno taki zelo zviti poskusi, da bi šlo to skozi. In ljudje so se, res, jaz sem imel vsak dan nekaj klicev, ko so kolegi spraševali, pa kaj se vsajaš, saj je vse v redu, saj se moramo odpreti svetu, saj samo še dodajamo tiste lepe stvari, da bomo lahko tuje strokovnjake dobili sem. To je težava. In zdaj, ko gledam, pogledajte, danes, ko je bilo vprašanje, kako je 1,5 ure nazaj, še ničesar drugega ni bilo vloženega. Torej, koalicija je vložila amandmaje od 4. člena naprej, predvidevam, da bo torej glasovanje o umiku 1. člena, vendar to ne pomeni, da je zgodba zaključena. V državnem zboru se lahko, ker je zgodba odprta, zgodi takrat, ko bo zasedanje, da se prinese še
kak nov amandma. In pazite, poskusi so bili, koalicija je poskušala že zdaj dodati nov amandma, vendar si ga dvakrat zapovrstjo z neusklajenim predlogom niso upali prinesti naprej. Tisti prvi člen, o katerem se zdaj pogovarjamo, je bil koalicijsko neusklajen. Samo SMC je bil tisti, ki so to podprli, ostala dva partnerja ne. In zato je tudi tak cirkus nastal. Zdaj so poskušali zgodbo ponoviti, vajo ponoviti, k sreči predvčerajšnjem to ni uspelo, ker se spet niso poenotili. In še ena stvar je bila, kje je padel zdaj ta poskus, mislim pa, da ker je mesec dni časa, se bojim, da bodo našli kakšne obvoze. Ne? Namreč javna služba je tudi vzeta iz tega zakona in Ustavno sodišče je že pred 4-5 leti razsodilo, da je celoten zakon o visokem šolstvu vprašljiv, ker ni natančno določena javna služba. V tem predlogu, pazite, v 1. členu, to sem pa še pozabil povedati, je v primerjavi z 8. izpadla tudi besedna zveza javna služba. Jaz priznam, da sem tudi sam spregledal, pa ga sanjam na pamet vsak dan te člene in sem ta izpust javna služba spregledal. Zakaj so ga umaknili? Ker je bil že razglašen od Ustavnega sodišča za problematičen. Ni zmotilo ne vlade, ne predlagatelja, da je bilo Ustavno sodišče takega mnenja, ni zmotilo, da je koalicija bila neusklajena in niso se niti mrdnili, trenili niso z očesom, ko je zakonodajno-pravna služba jim jasno in glasno na 5-6 stranih napisala, da tako ne gre. Si predstavljate, da ministru napiše njegova služba, da se je zaletel z glavo v zid, pa ne, niti premakne se, ne, pa gre lepo naprej. Ne. Torej, za jezik je to pisalo natančno, kaj ne gre in celo oblikujejo vse, kar si želite, je v 8. členu. Zdaj pa, da še to povem, da pa vendar nismo takšni zadrti, da si mislimo, da je možno samo v slovenščini predavati. Mi smo celo, ko smo usklajevali te amandmaje, ne, Nova Slovenija je tu pritegnila, smo ponudili celo precej možnosti, kdaj je pa možno in seveda je tudi potrebno predavanje v tujem jeziku. Torej, Slovenec Slovencu na slovenski univerzi za slovenski davkoplačevalski denar ne, tu je meja. Vendar pa drugje pa gre, gostujoči profesor, znan strokovnjak, ki pride za 2-3 mesece v Slovenijo, ja se ne moramo od njega pričakovati, da se bo 3 leta učil slovensko, da bo lahko odpredaval. V tem primeru gre, pa se mu pripravijo ali prevajanje ali kaj podobnega. Skupni študijski programi s tujimi fakultetami in tujimi univerzami, popolnoma normalno mreženje je normalen proces v sodobnem visokem šolstvu. Učni programi, ki jih naši profesori oziroma naši programi, ki jih izvajamo v tujini, ravno tako, Erasmus študenti, če jih že učimo, če jih že ne moremo takoj naučiti slovensko, jih na govorilnih urah jim pomagamo s tujim jezikom in tako naprej. Torej, ogromno možnosti je, samo ne slišimo se in ne najdemo skupnega jezika. Tu je težava in mene res skrbi to taktiziranje, ki se zdaj dogaja okoli zakona, tudi zavlačevanje z javno obravnavo. Popolnoma, jaz pravim, ne razumem politike, jaz razmišljam kot profesor in če se nekaj dogovorimo, se mi zdi, mora to držati. Držalo pa je, poglejte, pri vseh, ne vem zdaj več na pamet, koliko je strank, dajte mi pomagati, tam samo ena, to je Nova Slovenija, je držala besedo. To, kar smo se dogovorili, povsod drugot je prišlo do takih ali drugačnih sprememb. In tako, poglejte, se z jezikom in o jeziku ne da v tej državi delati. Jezik je postal sredstvo kupčkanja in recimo nekih dogovorov, ki jih tisti, ki nismo tako vpeti v politiko, ne razumemo več. In najbolj hudo je, to me je pa najbolj prizadelo, jaz sem bil še študent ali pa sem že končeval, Janez, me boš popravil, saj si me še učil, a ne predaval, a je jezikovno razsodišče, mislim, da je bilo ravno v tistih časih, ko sem zaključeval študij, jezikovno razsodišče je vodil, takrat predsednik jezikovnega razsodišča je bil človek, ki je danes v tem času
se postavil na stran anglizacije Slovenske univerze. Jaz tega nisem mogel razumeti, sem mislil, da je napaka v časopisu, ko sem to prebiral. Ampak interesi so v zadju, ki jih pa potem ne razumemo. Prav tako tudi ljudje, ki so na najvišjih položajih, ki odločajo o Zoisovih in podobnih nagradah, brez sramu napišejo v časopisu, da so veseli, ker se lahko sredi Ljubljane z natakarjem pogovarjajo v angleščini. Saj več ne veš, kje živiš in kako. Tako da še enkrat pravim, bom vesel, Vlado, kot si rekel, če je res ena bitka do bojevana, jaz se bojim, da ne, da se bo tudi do novembra zgodilo še marsikaj in da so zelo nenačelne koalicije, ki se zdaj dogajajo. Ljudmila mi kima, ker mi včasih kaj razsvetliš, da je dogajanja tam, ampak tako je. Mislim, da nismo tam, kjer želimo biti. Jaz bom najbolj vesel, ko bomo vprašanje visoke učnega jezika zaprli, tako da ne bo nobene izjeme več, ampak bomo rekli, če imamo ustavo, je treba ustavo spoštovati, ne jo izigravati. Če smo člani Evropske zveze, je treba spoštovati jezikovno politiko Evropske zveze in tam je jasno, predavanja so tujejezična samo vzporedna. Pri nas pomeni slovensko in vzporedno še tujejezično, pri čemer na tujejezičnem ne more predavati isti profesor kot na domačem in na tujejezičnem mora biti taki predava materni govorec ali pa imeti znanje jezika na C2. Takole, še eno roko vidim. Ja, bi še zdaj. Se vam čas javljam. Se pravi, še minister Ostrc je odzadnji. Ja, bomo potem, ja, prosim. Posla. Potem bomo začeli počasi zaključovati. Jaz imam boljši pregled, ker vse vidim. Pardon. Rad bi samo še na nekaj opozoril. Izjemno pomembna je tudi tehnična terminologija. Jaz sem se s tem srečeval 40 let in gledajte, na tehničnih področjih raziskujejo v glavnem v povezavi z angleško govorečimi inštituti in tako naprej. Za te ljudi je seveda zelo enostavno potem v angleščini tudi predavati. Če jim ni treba misliti, kako termine nove, ki se uvajajo, tudi v slovenščini povedati. Jaz sam sem se s temi problemi ukvarjal, ko smo nove tehnologije upeljevali, ki v Sloveniji sploh niso bile doma in smo nove izraze in smo se dosti posvetovali s slavisti, da smo lahko ustrezne izraze uvedli in so se uveljavili. In tega je čedalje več. Poglejte, vsa naša napredovanja na pedagoškem področju na univerzi, na tehničnih univerzah slonijo na objavah v tujem jeziku. Sploh ni pomembno, je že kdaj objavil kak strokovni članek v slovenščini. Pomembno je, da ima ustrezne objave v tujem jeziku. In seveda, če ga nišče k temu ne stimulira, če ni nobene zahteve, potem se ne bo trudil tudi. In če umre jezik tudi na teh področjih, samo na govornem pa literarnem se ne bo obdržal. Hvala. Končno sem prišel do besede. Jaz sem Vladimir Gajšek, poklicni pisatelj in podpredsednik jezikoslovnega Kopitarjevega društva. K vsej tej razpravi bi povedal, da sem bil z očetom Marka Jesenška dober prijatelj, na večeru sva pisala in je bil tudi oče zavzet Gabriel za lep slovenski jezik in je tudi skrbel s Forstneričem in drugimi, da smo pač pisali novinarski jezik, ki je bil, bi rekel, zelo dober. To je pač malo spominski diskurs. Prejšnji teden sem bil
na inštitutu Jožef Štefan, ker je bila tudi ministrica za izobraževanje, šolstvo in šport in znanost in šport. Potem je prišla tudi evropska poslanka, vaša kolegica, Jordan se piše. In jaz sem načel, ker sem bil pač edini pisatelj med samimi, bi rekel, med samimi visokošolskimi upravljalci in profesorji, sem pa načel pač to, kar je govoril moj predhodnik zdaj, problem jezika v družboslovju in seveda v naravoslovju. In veste, ko gre za denar, je treba povedati, da po vsem svetu, zlasti pa tudi pri nas, je razmerje 6:1. Se pravi, če naravoslovec dobi 6 evrov na uro, bomo rekli, dobi slavist 1 evro. Ta razlika se kaže zakaj? Ker pač naravoslovne znanosti dajejo gospodarstvu celoto zaposlitev in so pač materialne. Kar pa zadeva jezik kot tak, bi se pa obrnil tudi na to, da je to najprej res ontološko ali ontično ali bistveno, tudi metafizično vprašanje. Kajti, eno je jezik, ki ga mi govorimo vsak dan med sabo, drugo je pa pesniški jezik, poetični jezik. Mi smo se formirali kot narod, zdaj bom spet kot pesnik govoril, s Francetom Prešernom. Tega ne smemo nikoli pozabiti in moramo vedno vedeti, da je preko jezika, ki ga je pesniško ustvaril v svojih poezijah France Prešern, stopil slovenski narod med evropske narode. Šele tako smo mi postali dejansko preko pesniškega jezika, ne pa znanstvenega jezika, smo postali evropski narod. Do takrat smo pa bili nekako, bi rekel, pač kmečki narod, ki je pač govoril doma. Kar zadeva... Prosim? Ja, Prešern je še vedno zaveza. Veste, Prešern je zaveza. On je določil tudi tragično strukturo slovenstva. Gospod Gajšek, bi prosil, kakšno vprašanje komu, ker moramo... Ja, moje vprašanje pa se glasi, ker nisem pravnik, sem pa slišal tukaj same neke pravne člene in o zakonih. Mene zanima, kaj misli vzemimo vlado, kolega, o jeziku tem, o pesniškem jeziku danes, ki naj tvori nadaljno rast slovenstva. Kajti, če izgubimo pesniški jezik, bomo postali narod kuhne in pa seveda opravil, vsakdanjih opravil. Malo povej, prosim. Hvala lepa. S tem zaključujemo. Ja, ne, mislim, bomo še samo z vprašanji bomo zaključili. Torej, spoštovani gostje, prilika za zadnje besede. Ja, jaz bom kar odgovoril, ker je pravzaprav istočnica gotovo pomembna. Jaz kot pisatelj seveda tudi vem, da ni ista raven jezika, ko zdaj mi tu govorimo, ali če jaz iščem neke druge vsebine tega jezika in druge plasti tega jezika. Pomembno je namreč tudi to, da ves čas, nocoj, karkoli smo si povedali v tem jeziku, si tega jezika pač nismo izmislili. Ta jezik nam je na nek način, smo ga podedovali, je dediščina in še posebno pri pisateljskem jeziku je pa to pomembno, da je magijski medij v bistvu to. Ti iz nekih izročila, iz nekih besed, ki so se tvorila skozi stoletja, tisočletje in več, pravzaprav prizivaš, evociraš neke vsebine, nek drug kontekst,
neko drugo sintaktično obliko in tam tista vsebina, tisti pomen zažari v drugem odtenku. In to je zame zmeraj neko magično početje. In če pogledamo to še z ene plati, na nek način uživljam duha teh mrtvih rodov skozi jezik. In ga tako živega izročam v bodočnost. Skratka, jezik ima tu zelo pomembno vlogo in je po moje premalo ta komponenta poudarjena pri učenju materinščine tako v dodiplomskih kot tudi podiplomskih stopnjah učenja tega jezika. Recimo, poznamo, da pisatelje pustijo na fakultete, na katedre, da predavajo o književnosti. V Ameriki, še marsikje drugje. Pri nas se to ne more zgoditi. Mi, kot po tistem 55. členu Zakona o visokem šolstvu, nimamo možnosti, da po členu ja, ampak po praksi, nimamo možnosti, da s priznanimi umetniškimi deli dobimo habilitacijo, da predavamo študentom o literaturi, ker jo vidimo iz čisto drugim pogledom kot analitiki, slavisti, jezikoslovci, literarni teoretiki in tako naprej. Kaj dijaku recimo pomeni, če ga učiteljica tam nauči, kaj so tropi, kaj so metafore, epifore in tako naprej, če pa ne ve, da tu gre za duhovni prostor, za duhovni stik, za duha pravzaprav. In tega potem nišče ne razloži zares sintetično, ne analitično, ker se to ne da. Zato mislim, da pač pri poučevanju ali pa učenju mladih rodov, seznanjanju z literaturo, manjka prav ta del, ta ustvarjalni živi del. Hvala lepa. Nocoj smo se zbrali in se pogovarjamo zaradi pač te novele zakonske, to se pravi zaradi pravne problematike. Mislim, da kar zadeva umetnostni jezik, doslej noben zakon se v to ni vtikal, tudi zakon o javni rabi slovenščine v 1. členu pravi, da njegove določbe se ne nanašajo na jezik umetnosti in jezik bogoslužja. Tako da tu je svoboda, mislim, da zagotovljena. Medtem ko tu pa vidimo pri znanosti in pri nekaterih drugih področjih pa je problem, če pokojno rečemo, da je bitka dobljena, vojna pa nikako ne, jaz se s tem strinjam, zato ker je mislim, nezaupanje v politiko, trenutno pa tudi sicer v slovensko politiko po osamosvojitvi več kot upravičena. Sem že velikokrat omenil, pa znova moram ponoviti, slovenska ustava, njen osnutek, ki je prišel v javno razpravo, ni imela določbe o uradnem jeziku te naše države, da je to slovenščina. Šele profesor Toporišič je v javni razpravi potem dvignil prah, da je to prišlo notri. To je en trenutek pravzaprav resnice o naši jezikovni zavesti v tem polnem pomenu besede. Zakon o visokem šolstvu, ki je bil sprejet pod Gabrom leta 2004, ima vse tiste člene, o katerih sem že govoril, načelno, da je predavanje tako in tako v slovenščini, potem jih izvotli. Na koncu, v zadnjem odstavku pa še piše, natančnejša navodila o skrbi univerze za slovenski jezik bo napisal pristojni minister za izobraževanje. Od takrat do danes je minilo 12 let, nobenega pravilnika o tem ni,
Medtem ko to vrsta formulacija, da bo natančneje še določitev pravilnik, pa je tudi v tem novem zapisana, tokrat še podkrepljeno, da bo minister za izobraževanje v soglasju z ministrom za kulturo to naredil. Koliko lahko takim obljubam spet verjamemo, ne bom ponavljal. Hvala lepa, Janez. Izvolite še. Ja, jaz bi dodal samo to, kar v jezikoslovju že več 100 let poznamo, torej jezik je nekaj, kar nam je dano, za kar smo zadolženi in kar si vsaka generacija prizadeva, da ne bi pokopala tega jezika. Imamo iz našega znamenitega jezikoslovca Škrabca, ki je pred več kot 100 leti rekel, umrli so kralji med jeziki sanskrt, stara grščina, latinščina, kar je tudi slovenščina do nekoč umrla. Ampak ni potrebno, da smo mi njeni pogrebci. Ja, hvala. Od vseh vprašanj pravzaprav se mi najbolj dotaknilo tisto, kar je rekel gospod v zvezi z dijaki klasičnih gimnazij na Slovenskem. Jaz verjamem, da je to res in sem seveda zgrožen. Če se ti dijaki, se pravi, če berejo na avtobusu, kar je izjemno, moji dijaki tega nikoli niso počeli, da se razumemo, čeprav sem imel tudi družboslovce pa ekonomsko gimnazijo, ampak to je očitno vendarle neka druga populacija, skratka, da berejo angleščini in da se potem pogovarjajo angleščini, kar je recimo značilno za zamejske otroke, da se pogovarjajo na slovenski šoli med seboj italijanščini ali recimo, ne poznam toliko razmer na Koroškem, ker sem iz Nove Gorice, recimo v Celovcu v nemščini. To pomeni, da oni pravzaprav se pripravljajo na to, da bodo odšli v tujino. To je to. In to je grozljivo. In da je to res, mi povedala kolegica slavistka iz Nove Gorice, je rekla, moj sin drugi letnik gimnazije bere domače branje, mislim, da Don Quixota v angleščini. Pa ne zato, ker bi bil cenejši, ne, sej Don Quixota dobimo v vsaki knjižnici praktično brez problemov. No in mislim pa, da je to dejansko res mogoče tudi krivda naše šole, vsekakor vzgoje, premalo ponosa, da smo Slovenci, premalo narodne zavesti in to bi poudaril, če se naveže na začetek na Katice. Poglejte, čudovito petje. Predstavljajte si, da bi nam zapele v angleščini. Isto vsebino. Nikakor ne bi bilo isto. Kajti jezik je tudi čustvena razsežnost. Jezik je tudi lepotna razsežnost. In zato slovenščina je seveda, če jo prevedemo, lahko neprevedljiva, predvsem pa nenadomestljiva. Kar pomeni, da bomo ta problem rešili šele, ko bomo rešili tudi problem narodne zavesti. Žal je tako, da po 25 letih govorim na splošno, predvsem pa za mlade, je glede moje mnenje te zavesti bistveno manj. In kako, če pogledamo prihodnost, bomo to rešili, mislim, da bo treba izboljšati razmere v Sloveniji, ki niso dobre, med prvimi pa stvarmi pa, kar že dolgo časa trdim in tudi pišem, spremeniti volilni sistem, da bo dejansko ljudstvo vedelo, koga voli in kako lahko vpliva na tiste ljudi, ki jih izvolijo. To je po mojem osnovni pogoj in gledam to kot politik, ampak še enkrat ponavljam, brez dviga zavesti bomo šli točno v to smer, da mladi bodo videli pred seboj samo še tujino. Hvala lepa. Takole, spoštovani gostje, dragi prijatelji, po tej dobri uri in pol sem si dovolil nekaj zaključnih stavkov, ali si dovoljujem nekaj zaključnih stavkov. Najprej bi rekel, da je debata pokazala, da gre za veliko več kot za novelo zakona, da gre za cel odnos do našega jezika, do naše zavesti, do našega obstoja. Zgodba ni končana, potrebna je stalna pozornost in kar se zakona tiče,
Mislim, da ga je treba presojati v celem in cele koncepte, ne samo posameznih dopolnil, za katere se lahko zgodi kljub najavam, da se nekaj črta, da se lahko tudi ne črta, ne, odvisno, kako bodo tretjega glasovali, ne. Zelo mi bo ostalo to, da jezik oziroma odnos do jezika ne sme biti ujetnik političnega taktiziranja in tole, bom rekel, udarno geslo profesora Jesenška, Slovencev v Sloveniji za slovenski denar po slovensko, bi rekel, da to ni v nobenem nasprotju z načelom internacionalizacije. Torej, mi nismo tukaj govorili ali eno ali drugo, ampak eno in drugo na način, da bo v skladu tudi z ustavo in zakonom, in mislim, da bi bilo prav, da odidemo tudi s to zavestjo, da je treba odnos do jezika spraviti tudi v ustavno in zakonito stanje. Lepa hvala, ker ste prišli in mislim, da se letos še enkrat dobimo. Hvala lepa.